prastara znanja, spiritualne tehnike, tisočletja starejše od Svetega pisma, Bude in Lao Tseja, postajajo v današnjem času znova zanimive. Znanja iz področja šamanizma in fitoterapije je velik del svojega življenja v Sibiriji med šamani pridobivala Marijana Kolman. Z njo smo se odpravili na Jezersko, kjer nam je zaupala več o svoji poti. Vsa tista teoretična znanja, ki sem jih jaz pridobila pri različnih učiteljih, bomo preizkusili tudi v vsakdanjem življenju oziroma tudi v praksi. In to je namen. In ga želim predajati tudi nekako v enem vrstnem redu, ki bo ljudem v oporo. Ker zakaj bi izgubljali čas in eksperimentirali z slabimi učitelji, če smo sami sebi lahko najboljši učitelj, narava nam je lahko pri tem najboljša pomočnica, potrebujemo pa nekaj znanja, spodbude in predvsem širino zavesti. Izjemna poznavalka rastlin, tehnik in metod za boljše počutje bo na prihajajočem vikend seminarju na Jezerskem predala svoja znanja naprej. Od šamanizma do fitoterapije. Šamanizma kot najstarejše filozofije, psihologije, religije in medicine. Jeseni se ponavadi ne odpravljamo kam v hribe, recimo na Jezersko, ampak ravno jesen ne bi bila tista zlata jesen tukaj. Ja, poglej okrog. Listavci jeseni dobijo od rumene, zlate do rdeče barve, iglavci potem izstopijo svojo smaragdno zeleno barvo in pokrajina tukaj na Jezerskem jeseni dobi podobo zlate pokrajine, pozlati se. Zlato zunaj in zlato v nas je pa pravzaprav tista povezava, ki je zelo dobrodošla takrat, kadar želimo v svoji evoluciji, torej v svojem duhovnem razvoju preseči tisto okolje v dolini, v mestih in pravzaprav hitro prestopiti v višje stanje zavesti. In nam je lahko narava v veliko pomoč in vzpodbuda. Tukaj se nahajava na eni lepi domačiji, kjer boš dejansko skupino 30 ljudi peljala skozi en tak proces nekega seminarja, neke vikend delavnice kot take, šamanizma in fitomedicine. Zdaj ljudje si mislijo, kaj to se bo duhove klica ali pa kakšne zadeve. Verjetno je to daleč od tega, kar se bo zares dogajalo. Ne, ta razpon od šamanizma v smislu najstarejše filozofije, psihologije, religije in medicine in sodobne fitomedicine je pravzaprav okvir. In v ta okvir sem dala tematike, za katere menim, da sodijo v ta okvir in tudi tematike, ki so pravzaprav tisto, kar ljudje potrebujejo. Vedno na mojih predavanjih, ki so nekako specializirana za določeno področje, ljudje pogrešajo tudi praktične tehnike ali pa enostavno več časa, da bi se razložili malo več, kot pa na dvournem predavanju pravzaprav lahko poveš. Zato sem v ta vikend seminar šolanja vključila pravzaprav tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno in kar vidim, da ljudje najbolj iščejo. Iskanje samega sebe oziroma spoznavanje samega sebe. To je na začetku seminarja, potem pa to razširim tudi na človeka kot energijsko bitje, torej prepoznavanje samega sebe v širšem smislu kot samo fizis, potem tisto, kar se mi zdi zelo, zelo aktualno v tem času. Ne le ljudem, ki se iščejo, ki so že stopili na pot evolucije, ampak tudi tistim, ki se nekako ne znajdejo v morda spremenjenih življenjskih okoliščinah. To je problem iskanja samega sebe,
ki ga recimo lahko z enim takim strokovnim terminom imenujemo problem samoidentifikacije. In potem s tem povezano osrediščenje v svojem centru, odkot črpati moč, kako krepiti svoje energijsko telo in tisto, kar je ljudem zelo dobrodošlo, moč misli, moč vizualizacije, realizacija misli, uporaba naravnih elementov, torej to, kar nam jezersko ponuja, zemljo, zrak, izvirsko vodo, ledeniško vodo in ogenj, element sonca in tudi ogenj, ki ga bomo uporabljali pri tej krepitvi energijskega polja, povezava človeka z energijami materije prime, torej energijami narave in seveda glede na to, da vikend seminar poteka v okolju, kjer je ogromno zdravilnih zelišč, ker je tudi veliko dreves, bo en del seminarja namenjen tudi fitoterapiji oziroma fitomedicini z znanji sibirske fitomedicine, ki jih prinašam od dr. Korepanova in seveda od poznavalcev na Altaju in v Sibiriji. Wow. Tvoji učitelji, ko si stopila na to pot povsem nezavestno in po naključju, ta ključ se je dobro obrnil, so bili tako šamani kot dejansko zdravniki, doktorji in to znanje si zdaj, če prav razumem, nekako združila, povezala, ker v osnovi je povezano in ga na takšen način predajaš. Ja, in ga želim predajati tudi nekako v enem vrstnem redu, ki bo ljudem v oporo. Ker zakaj bi izgubljali čas in eksperimentirali z slabimi učitelji, če smo sami sebi lahko najboljši učitelj, narava nam je lahko pri tem najboljša pomočnica, potrebujemo pa nekaj znanja, spodbude in predvsem širino zavesti. Ker opazam, da ljudje, ki hodijo iz delavnice na delavnico, črpajo različne informacije in se potem v množici teh različnih pristopov do svojih problemov ali pa do svojih želja ne znajdejo, kaj uporabiti. Se pravi, sam pametujemo drugim, implementiramo pa ne v svoje življenje. Tako, in seminar je v bistvu kombinacija teorije in prakse. To pomeni vsa tista teoretična znanja, ki sem jih jaz pridobila pri različnih učiteljih, bomo preizkusili tudi v vsakdanjem življenju oziroma tudi v praksi. In to je namen. Tukaj imamo tudi šamanski boben, šamani uporabljajo boben in tudi tukaj je cela neka filozofija različnih svetov. Ja, kozmologija. Tudi na seminarju jo bom razložila, ker pravzaprav šamanizem ni neka voodoo scena. Šamanizem je stanje zavesti, zavest razširjena navzven in 3 svetovi, ki so prisotni v človekovem življenju kot zgornji, srednji in spodnji svet, so pravzaprav tisto, kar je pozabljeno v človekovi zavesti. Človek se danes težko znajde v tem srednjem svetu, kjer živimo. Zato, ker ne pozna možnosti pomočnikov iz spodnjega in zgornjega sveta. Tako, ko se pogovarjam s kom, se mi zdi, da se ljudje malo bojijo šamanizma. Ja, veš zakaj? Ker šamanizem je bil pravzaprav zahodnemu človeku predstavljen kot spremenjeno stanje zavesti pod vplivom psihodeličnih drog in neobvladljivo stanje, ki ga obvlada samo šaman. In prav je, da se takega razumevanja in takega šamanizma bojijo, ker to ni šamanizem. Spremenjeno stanje zavesti lahko človek doseže na zelo enostaven način. Lahko s pomočjo zvoka bobna, lahko s pomočjo energij narave, torej elementarnih sil narave, zemlje, vode, ognja in zraka, ali pa enostavno z razširitev zavesti na zgornji in spodnji svet, za kar so potrebna pa določena znanja. In ta strah pred šamanizmom
je pravzaprav nekaj, kar je treba ljudem razložiti, da ni nobene potrebe in da to niso neke voodoo scene in neka magija, ampak da so to enostavno znanja, ki so dejansko, kot pišem v svoji knjigi, najstarejša filozofija, psihologija, religija in medicina. Na tem vikend seminarju bom skupino 30 ljudi peljala skozi, lahko bi rekli temu, nekakšno transmutacijo. To pomeni na pot evolucije, s tem, da ne izpostavljamo le duhovno pot, ampak celostno. To pomeni, da gre za krepitev telesa, duše in duha, predvsem pa za zavedanje tega trojstva. Tisto, kar nam pravzaprav jezersko ponuja kot veliko pomoč, ni le okolje, ta elementaren stik z elementi narave, ampak ledeniška voda, ki jo imamo v Sloveniji možnost piti samo tukaj. Z tega ledenika priteče voda z izjemnimi zdravilnimi sposobnostmi, brez deuterija, za posebno strukturo molekul. Potem tam dol imamo Ankov izvir slatine, mineralne vode, imamo jezero, v katerem se seveda lahko tudi okopamo. Voda je res ledeniška, ampak za krepitev telesa in duha prava temperatura. In potem je seveda tukaj ta energijski pritok, ki nam bo v pomoč pri tem, da bodo znanja, ki jih bomo pridobivali, resnično lahko postala tudi del našega vsakdanjega življenja. Wow. Sprejemaš skupino 30 ljudi, kar je maksimum in hkrati optimum, zato da se vse naredi, in to niso predavanja, to je dejansko delo, praksa. Teorija in praksa, ampak za praktično delo, da človeka naučiš, kako se osredišči v svojem centru, da ga naučiš pravilne hoje, pravilnega dihanja, kar je pogoj za pravilen pretok energije skozi meridiane, da ga naučiš tudi misli v podobah, kar je edini pogoj za realizacijo ali materializacijo misli, je pač delo za posameznikom, in več kot 30 ljudi bi bilo resnično preveč. Jezersko nudi posebne energije. Ljudje se tam počutijo drugače in na seminarju bo to lahko opazil prav vsak. Seveda pa bomo izkoristili tudi priložnost, da popijemo veliko ledeniške vode ter si nalijemo prav posebno slatino. Tole je Ankov izvir vode, studenčnice, slatine. Voda izvira pravzaprav tamle nad Ankovo domačijo v razpoki med Pristovškim, Storžičem in Jezerskim vrhom in teče potem po ceveh do tegale studenčka tukaj. Ljudje prihajajo po to vodo, ker je zelo zdravilna. 2 deci vode na dan je pravzaprav podpora organizmu z vitamini, z minerali, magnezijem, kalijem in manganom. Včasih je bila ta voda cenjena v sanatorijih in gostiščih po Jezerskem. V času Avstro-Ogrske je bil turizem na Jezerskem namreč zelo razvit in gostje so na mize dobivali tole jezersko slatino. Odlična voda, mehka, polna mineralov. Prastara znanja in spiritualne tehnike, tisočletja starejše od Svetega pisma Bude in Lao Tseja, ustvarjene za človeka v njegovo najvišje dobro. Spoznajte jih s klepetom ob kavi v živo na vikendu šamanizma in fitomedicine z Marijo Ano Kolman na Jezerskem. Sibirska fitomedicina je pravzaprav
neka primarna medicina, ki jo že stoletja ali pa tisočletja izkustveno uporabljajo ljudje, ki živijo seveda daleč od civilizacije, daleč od lekarn in se seveda pri zagotavljanju zdravja, ohranjanju zdravja ali pa vračanju zdravja lahko zatečejo samo k rastlinam, ki rastejo v njihovem okolju. To je tisto, kar je značilno za, pri nas rečemo, ljudsko medicino, ampak mislim, da postaja vedno bolj pomembno za vsakogar, tudi za ljudi, ki živijo v okolju, ker je na vsakem vogalu lekarna, pa kljub vsemu ugotavljajo, da vrsta stvari, ki jih kupujejo za vračanje ali zdravljenje ali ohranjanje zdravja, izgublja tisto primarno povezavo z močjo narave. Sibirsko fitomedicino sem študirala mnogo let nazaj, z njo sem se srečala v Sibiriji in pritegnila me je ne samo zaradi lastne izkušnje, ker sem iskala zdravje za mojega starejšega sina, ampak tudi zaradi širokega znanja in močnega delovanja rastlin, ki jih pravzaprav srečujemo tudi pri nas na vsakem koraku. Seveda v Sibiriji in na Altaju rastejo rastline, ki pri nas ne rasejo. To so endemiti, tukaj seveda tudi nahajališče čage, mumije, živice, ampak kljub vsemu raste tukaj tudi vrsta rastlin, ki so prisotne tudi pri nas, s tem, da pri nas večina ljudi sploh ne ve, kako močno zdravilno in krepčilno delovanje ima vrsta rastlin, ki jih imamo pri nas, včasih celo samo za odvečen plevel. Ena takih rastlin, recimo, ki jo jaz tudi, ko učim fitomedicino, izpostavljam kot zelo pomembno, je, zdaj se moram spomniti, ko se po slovensko reče, rusko ima tako lepo ime, padorožnik. To je tista rastlina, ki raste po poteh in ki smo se jo včasih otroci, če smo si potolkli kolena, pa smo krvaveli, nabili list na koleno in je nehala kri teči. To je trpotec, ki raste pri nas dobesedno kot plevel. In večina ljudi ga svojih vrtov odstranjuje kot plevel, ne da bi se zavedala, kako močno in široko zdravilno delovanje. Sa kraćom nogom ovdje, jedna od kombinacija i versija je da se nagne zdjelica prema dolje. Isto tako može se nagnuti i rame.